Spoštovani, lepo pozdravljeni na osrednjem bogoslužju Cerkvi dobrega pastirja Novo mesto. Pozdravljeni vsi prisotni, kot tudi vsi, ki posnetek tega bogoslužja spremljate na zaslonih. Na 7. tednu je organizirana molitvena veriga v obliki posta. Vsi zainteresirani se lahko obrnejo na Lejo Brkič. Jutri ob 19. uri je cerkev odprta za tihe molitve ob spremljavi krščanske glasbe. Duhovnik Danilo Jovanovič pa bo prebiral tudi molitve iz knjige Psalmov in s tem navzoče spodbujal tudi k posamičnim molitvam za osebne prošnje in za cerkev. V sredo ob 19. uri je študijsko molitveno bogoslužje, naslednjo nedeljo ob 10. uri pa osrednje bogoslužje. Pomoč naša prihaja od Gospoda, ki ustvaril nebo in zemljo. Biblično vodilo na današnjo 3. postno nedeljo je iz Evangelija po Luku in pravi: Jezus pa mu je dejal: nihče, kdor položi roko na plug in se ozira nazaj, ni primeren za Božje kraljestvo. Te besede pomenijo, da se glede vere in zaupanja v Boga ne smemo obnašati flegmatično, ampak moramo biti skoncentrirani na Božje obljube. Tudi kot ko želi orač pri oranju njive narediti ravne brazde. Torej, glede vere v Boga ne smemo biti flegmatiki, ampak odločni. Drugače povedano, moramo se truditi, da vestno sledimo svojim dolžnostim, da marljivo in zanesljivo vsak dan opravimo svoje delo, da smo osredotočeni na svoje naloge. In k temu nas spodbujajo tudi besede iz Psalma 34, ki pravijo: Gospodove oči so uprte v pravične, njegova ušesa v njihovo klicanje. Vpili so in Gospod je uslišal, iz vseh njihovih stisk jih je rešil. Veliko nesreč zadane pravičnega, a iz vseh ga Gospod rešuje. Okusite in gledajte, kako dober je Gospod Bog, blagor možu, blagor ženi, ki se zateka k njemu. Preden bomo pristopili k prepevanju in slavljenju Boga s pesmimi, priznajmo svoje grehe. Dober in usmiljen Bog, hvala ti, ker si trden vir naše vere. Odpusti nam slabosti in napake, ko se preveč zanašamo sami nase. Ko molčimo, ko bi morali govoriti. Ko iščemo izgovore namesto, da bi resno jemali naloge življenja. In ko hitro sodimo ter obsojamo, ne da bi se zavedali tvojega vseobsegajočega odpuščanja. Zato te prosimo, usmili se nas. Amen. Vsa skesana Bog tolaži z besedami: Kristus je trpel zaradi naših grehov in sicer enkrat za vselej, pravični za krivične, da bi nas pripeljal k Bogu. Zato naj bo slava Bogu na višavah in na zemlji, mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. V nadaljevanju bomo zapeli uvodno pesem, ki pravi: Zvest prijatelj naš je Jezus.
draga cerkev, izvolite sesti. Nedolgo nazaj smo se z učenci v mojem razredu pogovarjali o poklicih in govorili smo o tem, da se ljudje izobrazimo in izučimo za opravljanje različnih poklicev. In to naredimo ne le zato, da si z delom zaslužimo denar za življenje, ampak tudi zato, da s svojim znanjem, spretnostmi in priučenimi navadami lahko pomagamo drug drugemu v družbi. In otrokom sem na to povedala primer iz njim šolskega in tudi znanega, torej življenja. Rekla sem takole, na šoli imamo 2 učiteljici, ki sta po poklicu svetovalni delavki. Oni sta se šolali zato, da se znata dobro pogovarjati z otroki in jim pomagati, ko so ti v stiski. Včasih je namreč težko kakšno stvar povedati staršem, pa tudi učitelju, ki ga vidiš vsak dan, zato se lahko v stiski, v težavi obrnete tudi na njiju. In to je očitno zelo dobro poslušal tudi učenec, ki je tudi sicer zelo zgovoren, družaben in se ne boji ničesar, in je še isti dan na hodniku srečal eno od svetovalnih delavk in ji je rekel takole: ali ste vi tista učiteljica, ki je v stiski? In je rekla sodelavka, ko me je potem videla kasneje, da je bila tako presenečena nad vprašanjem, da sploh ni znala se odzvati. No, potem ga je vprašala, kaj si mi rekel? Ja, a ste vi tista učiteljica, ki je v stiski, za pomoč v stiski? In je povedal, kaj smo se pogovarjali pri pouku in dodal, če bom imel res velik problem, bom prišel do tebe. To so učenci 3. razreda in še tikajo in so zelo neposredni včasih in zaradi tega tudi najbolj pristni. In poleg tega, da me je razveselilo, da si je to zapomnil in da je poslušal, pa me je nagovorilo predvsem to, s kakšno enostavnostjo je ta učenec izkazal zaupanje v nasvet, ki ga je dobil pri pouku. In če bo kdaj v stiski, upam, da bo vedel, da se lahko obrne na to in to osebo. Torej on je to slišal, si zapomnil in je učiteljici celo dal vedeti, da bo to tudi storil, torej da bo prišel po njeno pomoč. In tako, ko sem razmišljala o današnjem bogoslužju, sem rekla, zakaj pa ne bi to povedala, saj je tako enostavno za razumeti. Tudi mi smo Božji otroci, učenci našega Gospoda Jezusa in s takšno zaupnostjo pridimo pred Božji prestol milosti tudi mi. Sveto pismo nas o tem uči in spodbuja k zaupnemu odnosu in pravi, da je naš Gospod Jezus Kristus veliki duhovnik, ki sočustvuje z nami, z našimi slabostmi, saj je bil preizkušen v vsem, vendar brez greha. In da naj ravno zato zaupnostjo iščemo Božje obličje, da bomo v pravem času našli milost, ki nam bo pomagala. Milost, da ohranimo vero, milost, da zdržimo, ko smo v stiski in preizkušnji. In čeprav nas mnoge reči v življenju želijo premotiti, da bi svoj čas, pozornost namenili le njim ali le tem, pa smo se v tem jutru zbrali, da bi izkazali zaupnost našemu Bogu, njemu, ki ga je zares vredno v življenju vsak dan iskati. Tako nas vabim k prvi pesmi, ki pravi, svoj pogled vanj usmeri in upri svoje oči v Jezusa.
In naslednja pesem pravi, da stojimo pred tronom milosti, pred tronom našega odrešenika, ki je naš veliki duhovnik in posreduje za nas v vsakem trenutku, tudi ko mi ne vemo kako ali zakaj bi molili in na kakšen način. On pozna naša srca in pridimo z zaupnostjo kot cerkev pred njim in prinesimo tudi brate in sestre, ki trpijo, ki so v stiski, ki potrebujejo našo podporo v tem jutru. Stojimo
še vedno ti zaupal bom. 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 Še vedno moja srce in grob, buri tvoja roka nosila. Oče, ti si kralj, če se jaz vem, še vedno ti zaupal bom. Še vedno ti zaupal bom. Hvala ti, Bog, da ti lahko zaupamo, da si ti poskrbel, da je odprta pot do tvojega prestola. Hvala ti za Jezusa, našega odrešenika. In hvala ti, ker tvoj sveti duh vzdiguje našega duha, ko je upognjen, ko je utrujen, ko izgubi smer in upanje, vedno naš pogled se najde s tvojim pogledom. In hvala ti, ker lahko rečemo, še vedno ti bomo zaupali. In hvala ti za cerkev in da lahko skupaj prihajamo pred te, tvoji otroci. Amen. Amen. Izvolite sesti. Smo pred Gospodovo večerjo. Človeški je tako zamegljen z grehom, da bi pozabili tudi na Kristusovo smrt. Če nam Gospod ne bi naročil, naj se tega spominjamo z lomljenjem kruha in s pitjem vina iz keliha. Gospodova večerja je največji izraz krščanske edinosti. Sodelovanje pri Gospodovi večerji je naša javna izjava, da nismo le v občestvu z Bogom, s Kristusom, ampak tudi z vsemi kristijani. Vsi jemo isti kruh, Kristusovo telo, in vsi pijemo iz istega keliha, ki nas povezuje v Božjo družino. Sredi nas je Kristus z vso svojo močjo sočutne ljubezni in zdaj oznanjamo naše vstajenje od mrtvih, naše vznesenje in večno življenje. Verujemo to, kar je Jezus rekel tisto noč, ko je bil izdan. Vzemite, jejte, to je moje telo in to je moja kri zaveze. Pri tem se ne prepuščamo nevednosti niti radovednosti, ampak verujemo, da Jezus Kristus sobiva v podobi kruha in vina kot resnično stvaren in prisoten. Cerkev brez Gospodove večerje ni cerkev. Ker nas Kristus hrani z nebeško hrano, ni strahu, da bi bili zaskrbljeni. Vstanimo k molitvi Oče naš, ki je molitev cerkve. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Saj tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Amen. Pred nami je molitev kesanja. Nek vernik se je spraševal: Gospod, kaj naj ti še dam, ko sem ti vendar podaril že vse? Gospod mu je rekel: daj mi svoje grehe. Želim ti jih odpustiti in te narediti srečnega. Zato pridimo k križu po zdravilo nesmrtnosti. Sestre in bratje, priznajmo svoje grehe. Naš Bog, ljubeči Oče in Gospod usmiljenja, kličeš nas, da smemo biti gostje pri tvoji sveti mizi.
Priznavamo, da nismo dobri gostje, kajti živimo po svojem prepričanju. Po izvrševanju tvoje volje pa se ne sprašujemo. Zato priznavamo, da grešimo hote in nehote, v mislih, besedah in dejanjih. Veliko slabega storimo in veliko dobrega opustimo. Žal nam je zaradi naših grehov in zamujenih priložnosti, zato se kesamo in prosimo za tvoje milostno odpuščanje. Jagnje Božje, ki odvzemaš greh sveta, usmili se. Kristus, usmili se. Naš Bog in Gospod, prosimo, posveti ta kruh in vino po svojem svetem duhu, da kruha in vina ne bomo deležni le z usti, ampak po duhu v veri, da bomo jedli od kruha življenja in pili iz keliha odrešenja, ki je sam Jezus Kristus, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Blagor tistim, ki smo povabljeni na Jagnjetovo svadbeno gostijo. Vzemite in jejte od kruha življenja, to je Kristusovo telo za nas darovano. Bratje in sestre, kako lepo je, da smo eno v Kristusu, lahko zato skupaj vzamemo. Vzemite in pite iz keliha odrešenja, to je Kristusova kri za nas prelita.
Sijanje si ti, vodi križu me zdaj, da bom vedno zvest tebi ostal. Ko poklical me boš, sebi Jezus domov, tem življenje mi boš daroval. Najdražji je ta stari križ, kjer se grehov lahko se znebiš. Vedno ljubim in varuj ta križ, da zamenjal naj krono dobiš. Najdražji je ta stari križ, kjer se grehov lahko se znebiš. Vedno ljubim in varuj ta križ, da zamenjal naj krono dobiš. Ker smo eno v Kristusu, lahko skupaj vzamemo. Naše prazne kozarčke lahko odložimo v pladnje. Vsemogočni Gospod, zahvaljujemo se ti za tvoje nežno usmiljenje. Spet si nas nahranil pri svoji sveti mizi s svojim telesom in krvjo in nam podaril predokus vesele nebeške pojedine. Bog resnice, tvojo slavo smo videli na svoje oči in s svojimi rokami smo se dotaknili kruha življenja. Ljubeči, najbolj sočutni Gospod, hvala ti, ker si nas očistil s svojo svetostjo, da bomo lahko oznanjali evangelijo odrešenja vsemu stvarstvu in bili pripravljeni na večnost s tabo. Amen. Darujmo še v kolekto za potrebo cerkve s pesmijo Bog, slavim tvoje ime. Bog, slavim tvoje ime, rad prepevam tebi pesem, dajem svoje ti srce, ti si da mi odrešenje, prišel z nebes si na svet, Pokazal Bog, šel sveta si na križ, odplačal dolg, šel si s križa v temni grob in iz groba v nebo, ti si kralj za večno sol. Bog, slavim tvoje ime, rad prepevam tebi pesem, dajem svoje ti srce, ti si da
si na križ, odplačal dolg. šel si skrižal temni grob in iz groba v nebo, ti si kralj za večno sol. Prišel z nebesi na svet, Pokazal pot, šel svoj las si na križ, odplačal dolg. šel si skrižal temni grob in iz groba v nebo, ti si kralj za večno sol. Ti si kralj za večno sol. Ti si kralj za večno sol. Spoštovani ljubitelji Svetega pisma tu v cerkvi in vsi, ki nas spremljate preko spleta. Želim vam mir in vse dobro. Božja beseda je luč, vendar samo Sveti Duh daje duhovni izpregled. Naj se to zgodi tudi z nami na tem bogoslužju. Prav je, da se v postnem času sprašujemo tudi o svetosti. Zato vabim, da vstanemo k poslušanju Božje besede iz 1. Petrovega pisma, 1. poglavje, 15. in 16. vrstica, ki pravita: Marveč, bodite v vsem ravnanju tudi sami sveti, kakor je svet tisti, ki vas je poklical. Saj je pisano: bodite sveti, ker sem jaz svet. Amen. Izvolite sesti. Hvala Bogu za njegovo sveto, resnično, večno besedo. Svetost je verski pojem. Ko sem odraščal, sem svetost, sodeč po ljudeh v cerkvi, nekaterih ljudeh v cerkvi, dojemal kot nekaj mračnega in žalostnega. Nisem maral svetih ljudi. Malokdaj so se nasmejali in v ničemer niso uživali. Če pa so že, so se potem počutili zaradi tega krivi. Namrščili so se ob vsem, kar je bilo veselo, zabavno, prijetno. Mene pa poznate, kakšen sem. Torej, in ugotovil sem, da to ni svetost, ampak hlinjenje, pravzaprav napuh. Ključ do svetega življenja ni branje Svetega pisma, molitev, obiskovanje bogoslužij, moraliziranje, ampak ob vsem tem, kar je potrebno, zaupanje v Božjo milost. Kajti greh je itak vse, kar je proti ljubezni. To je definicija, ki si jo najlažje zapomnimo. Greh je vse, kar je proti ljubezni. To, da je Bog svet, hebrejsko kadoš, pa pomeni, da je drugačen od vsega ostalega, od vsega ustvarjenega in da je ločen od zla in hudobije. Zato je on edini pravi in sveti. Svetost je bistvo, narava, značaj Boga. Zato Bog prisega pri svoji svetosti. Svetost je Božja krona, je sijaj Božje popolnosti. Svetost je neločljiva od Boga. Zato je svetost stalni Božji atribut. Bog ni enkrat svet, drugič pa manj svet. Bog je Bog zaradi svoje svetosti. Bog je Bog zato, ker v njem ni zla. V njem ni hudobije. Svetost je nasprotje zla. Vse, kar je Bog ustvaril, je zapisano, da je bilo dobro. Pravzaprav lepo. Božja lepota je njegova svetost. Svetost je nekaj čudovitega, ampak jo je treba razumeti. Sveto pismo pravi, da je Bog svet,
svet, svet. Trikrat svet. Trikrat zaporedoma omenja značaj Božje svetosti. Nikjer v Svetem pismu ni zabeleženo, da je Bog ljubezen, ljubezen, ljubezen ali usmiljenje, usmiljenje, usmiljenje. Ampak svet, svet, svet. Najtežje je definirati svetost, kajti to pomeni definirati Boga, kar pa je nemogoče. Bog je svet. To pomeni, da se ne prilagaja nobenim standardom, ker je on absolutni standard. Za obstoj Boga imamo teološke, filozofske, znanstvene argumente, dokaze, a kljub temu ne moremo podati natančnega opisa Boga. Obstoj Boga je popolnoma onstran tega, kar kot obstoj razumemo mi. Bog obstaja na drugačen način, nedoumljivo onkraj vsega. Boga poznamo samo zato, ker se nam je dal spoznati, ker se je razodel. Ker je Bog svet, je sveto tudi vse Božje. Sveta je njegova ljubezen, sveta je njegova jeza, sveta je njegova pravičnost, sveto je njegovo usmiljenje in sveta je njegova dobrota. Nepoučeni bralec Svetega pisma ima Boga iz Stare zaveze za moralno pošast in proti takšnemu Bogu in krščanstvu upravičeno protestira. V zadnjih dneh je veliko o tem napisanega. Kajti Bog v Svetem pismu Stare zaveze je opisan kot ljubosumen, malenkosten, neprizanesljiv, maščevalen, detomoren, genociden, rasističen, nasilen, utrujen, jezen. Vendar to ni konec zgodbe. Takšni prizori so videti šokantni. Zato je teolog Markion že na začetku 2. stoletja želel Staro zavezo zavreči, vendar je to cerkev obsodila. Staro zavezo je treba pravilno razumeti, ne pa je zavreči. Stara zaveza odseva človeške predstave o Bogu in je kot literarna upodobitev, kulturno, časovno pogojena in odraža starodavne izraelske podobe, predstave o Bogu. In današnji sodobni človek je res v stiski. Razumem stisko človeka, ko začne brati Staro zavezo. Sploh, če bere brez teološke strokovne razlage, tega ne more sprejeti. Kajti tak Bog, opisan v Stari zavezi s človeškim jezikom, ima celo človeške slabosti, pa vemo, da Bog ni tak, ker je svet. Vztrajati, da je Sveto pismo navdihnjeno na tak način, je nespametno. Potemtakem bi bilo slabše od mitoloških knjig, grške filozofije, budističnih spisov, tibetanske knjige mrtvih Korana. Zato so se pisci Svetega pisma iz stoletja v stoletje dopolnjevali in to sporočilo poglabljali. Kajti niso navdihnjene črke v Svetem pismu, ker črka ubija, ampak je navdihnjena ideja. To pa je odrešenje sveta. Odrešenje človeka, že od začetka. Že Adamu in Evi je Bog v protoevangeliju v začetku pokazal izhod, dar Jezusa Kristusa. Torej, zato tudi podobo Boga gledamo v luči Jezusa Kristusa, ne pa Svetega pisma. Ni bibličnega Boga, ni biblične cerkve, ni bibličnih kristijanov, takšni so samo ti, ki delajo fundamentalistične vojne in verske ločine. Smo pa kristijani, ki se imenujemo po Jezusu Kristusu. Tako je zapisano v apostolskih delih. Torej gre za razliko med besedilnim tekstovnim Bogom Svetega pisma in dejanskim Bogom, ki je svet.
Bog pa je svet, zvemo iz hebrejščine, zato, ker v njem ni zla. V njem ni hudobije. To ne pomeni, da imamo dva Boga, starozaveznega in novozaveznega, pa da bi bil en dober, en pa zloben. Jezus Kristus je ključ za pravilno razumevanje Svetega pisma in Boga. In ko pogledamo na Boga skozi luč ali prizmo Jezusa Kristusa, potem vidimo, da je Bog Oče. To je čudovito. Tega na tak način ne najdemo v nobeni drugi religiji. Protestantski teolog Karl Barth je rekel, ne morem reči Bog, če prej ne rečem Jezus. In stara zaveza je napisana s Kristusom v mislih. Bog se v Svetem pismu razodeva stopnjujoče, skladno s sposobnostjo, z možnostjo našega dojemanja. Pred 10 leti sem imel drugačne predstave o Bogu, o cerkvi, navsezadnje tudi o sebi. Zato je Martin Luther rekel, da je za neverujoče celotno Sveto pismo zakon, vključujoč evangelij, medtem ko je za verujoče celotno Sveto pismo evangelij, vključujoč zakon. Ko Sveto pismo govori o svetosti, prvenstveno ne govori o čistosti. Torej ne gre za moraliziranje, za izrekanje sodb na osnovi naših stališč o nekom. Naša bela barva ni bela barva, ampak je v njej veliko umazanije, tudi če je ne vidimo. Čistost pove o svetosti premalo, kajti Bog ni samo svet, ampak je celo svetost. On sam je svetost. Naš um tega ne more opisati niti dojeti. Ko je Mojzes stal v pustinji pred grmom gorečim, ki je gorel, pa ni zgorel, in je stal na sveti zemlji in je sezul svoje obuvalo, je stal pred Božjo svetostjo, klečal pred edinstvenim Bogom, ki je ločen od zla in hudobije. Pojdimo še naprej, korak dlje. Vse, kar je ločeno ali odločeno za Boga, postaja sveto. In mi smo se odločili danes biti na bogoslužju. Zato smo posvečeni v Jezusu Kristusu. Mi smo se ločili, da bomo služili Bogu. Zato vse, kar je ločeno ali odločeno za Boga, je sveto. Zato govorimo o Svetem pismu, sveti deželi, svetih angelih, svetih praznikih, sveti soboti ali dnevu šabat, o sveti deželi, o sveti cerkvi, o svetih vernikih. Bog svojo slavo razodeva, svoje svetosti pa ne, ker je to njegova bit. Zato nasprotuje človeški samosvetosti. To Jezus imenuje farizejstvo. To je sprevrženo posnemanje Božje svetosti. Svetost je božjost, to pripada Bogu. Sveto pismo pa nas poziva k posvečenju. Bog je svet, mi ne bomo nikoli sveti na tak način, ker ne moremo biti Bog. Sveto pismo pa nas poziva k posvečenju. To je Božja volja za nas. Je zapisano v prvem pismu Tesaloničanom. Uvodoma smo prebrali, da Bog pravi, bodite sveti, ker sem jaz svet. Tako smo prebrali na skrinjih. Bodite sveti, ker sem jaz svet. Žal to mnogi radi navajajo, v resnici pa te besede potem zlorabljajo. In zaradi napačne razlage sledijo prepiri. Kdo je bolj svet, kdo je bolj duhoven, kdo ima več svetega duha, kdo bolj razume Sveto pismo in nastopi tekmovalnost. In potem
tak vernik ali tak človek ima vero v svoje versko prepričanje. Vero v Sveto pismo, ne pa vere v Boga. Apostolska veroizpoved pa ne reče, da verujemo v Sveto pismo, ampak verujemo v Boga Očeta, stvarnika nebes in zemlje. Torej mi verujemo v Sveto pismo, seveda, ampak na drugačen način. Kajti Sveto pismo ne pravi, bodite sveti kot je Bog, ampak bodite sveti, ker je Bog svet. Čutimo razliko. Torej, truditi se biti svet kot Bog je nemogoče. In vztrajati pri tem je nasilje. Pravzaprav je to protinaravno. Tega ni v naši moči, mi tega ne moremo doseči. In potem lahko sledijo samo frustracije ali pa tekmovanje med verniki. Torej, bodite sveti, ker sem jaz svet, pravi Sveto pismo, ne pa bodite sveti, kot sem jaz svet. Nihče ne bo nikoli tako svet, kot je Bog, niti v večnosti, niti sveti angeli, ki so, lahko rečemo, brezgrešni, pa niso tako sveti kot Bog. Ampak smo lahko po milosti Božji in to je to posvečenje. Ta popolnost v Kristusu. Svetost je za duhovno življenje to, kar je zdravje za fizično življenje. In ko je kristijan posvečen, pomeni, da je duhovno močan. Duhovno močan pa ni tisti, ki dela čudeže in ki premika gore in ki obuja mrtve, ampak tisti, ki ljubi, ki odpušča, ki sprejema, ki je sočuten. To je duhovna jakost. Naša svetost ali naše posvečeno življenje se dokazuje v naših medsebojnih odnosih, v naših odločitvah, v naših mnenjih, v naših prepričanjih, ki jih sprejemamo, v rečeh in dejanjih, ki jih počenjamo iz ure v uro, iz dneva v dan. Torej gre za kristijanovo svetost v Kristusu. Temu pravi apostol Pavel, da je podarjena svetost. To je svetost, da sem jaz položen, krščen, potopljen dobesedno v Jezusa Kristusa, v Božjo ljubezen. To je položajna svetost, podarjena, ne pa samo svetost ali samo posvečenost. Ne morem se okrancljati za avreolo svetosti. Poglejte, ljudje imamo tudi v umetnosti, če gledamo, ta pojem svetosti nekako drugače definiran. Že če pogledamo božični prizor, potem so na vseh teh likih vse te avreole ali sijaji svetosti. V bistvu se ne moremo okrancljati svetostjo, kajti kristijan ni svet sam po sebi, ampak je za večno svet v Kristusu, zato ker smo se odločili za Boga. In to odločitev smo pokazali danes tako, da smo tukaj. Naj povem slikovito. Lahko igram igro svetosti, torej to je svetohlinstvo. To je tako, da pazim, da je moje dvorišče doma čisto, pred sosedi, v hiši pa je polno smeti. In potem, ko pride nekdo na obisk, bi pričakoval, če je zunaj tako čisto, kako čisto je šele v hiši. In potem naletiš na presenečenje lahko. To je čista slika. Torej ne gre za to, da igram navzven na dvorišču, to, kar je vidno, to svetost. Ampak svetost mora biti v mojem srcu, v mojem domu, kajti Jezus Kristus pravi, vse prihaja iz srca. Torej, pomembno je, kakšno je moje srce. Tako je učil Kristus. Torej, svetosti ne moremo doseči z lastno močjo. To je delo Svetega Duha. In zato lahko rečem, Sveti Duh, želim, da me posvečuješ. Je to možno? Če Kristusov duh prebiva v meni,
potem je to možno. Poglejmo spet primer. Jaz ne bi mogel napisati Hamleta, torej Shakespearejevo delo, medtem ko je Shakespeare to zmogel. Toda, če bi v meni prebival Shakespearejev umetniški duh, bi to zmogel tudi jaz. To pomeni, če prebivam v meni Kristusov duh, potem to Kristusov duh v meni ustvari, naredi. Torej, to ni moje delo, ampak Božje delo. Ta posvečujoča milost. Temu rečemo posvečenje. To je proces, vse življenje. Svetost ima ljubezen za svoje bistvo, ponižnost za svojo obleko, dobro drugih za poslanstvo, čast dati Bogu pa za svoj cilj. Svetost je ustvarjena Svetim Duhom, ne zaradi mojih zaslug, ampak zato, ker sem se predal Božji milosti. Kristjani molimo, Gospod, naredi me svetega, kolikor je mogoče že na tej strani neba. Ko se spreobrnemo, nam Bog ne iztrga grešne narave, sicer ne bi nikoli več zgrešili. Ampak pravi Sveto pismo, da smo vsi zgrešili in da še vedno tudi pogrešimo. Se pa zgodi nekaj drugega. Bog nam daje zmago nad grešno naravo. Bog nam daje zmago nad grešno naravo. Zato svetost ni stvar zunanjosti. Svetost je stvar notranjosti. To je vera, ki deluje po ljubezni. Svetost je vera, ki deluje po ljubezni. Če srečaš človeka, kristijana, ki ljubi, lahko rečeš, to so sveti ljudje, sveti v Kristusu. Svetost niso pravila, to je lahko v kakih drugih religijah, to je lahko pri morali. Svetost niso predpisi. Pravzaprav svetost ni niti asketsko življenje, ni mistični zanos, niso verska čustva, naše navdušenje. To ni neka igra pobožnjakarstva. Svetost je stil, način novega življenja, novorojstva. Sveti Duh daje željo po svetosti in moč za sveto življenje. Svetost je dar in naloga. Oboje hkrati, dar in naloga. To sprejmem in to moram tudi živeti. Posvečeno življenje je sorodstvo z Bogom, odnos z Bogom, pravzaprav sorodstvo z Bogom. Kajti, če sem rojen iz Boga, kot uči Jezus, potem imam sorodstvo z Bogom. Tako kot smo rojeni v družino, smo rojeni v Božjo družino cerkve. Zato pripadam Bogu, sem Božja last. In vse, kar je bilo v stari zavezi razglašeno za sveto, je pripadalo Bogu. Predmeti v šotoru sestanka, prazniki, hrana čista, šotor sestanka, duhovniki. Torej vse to so te predslike, ki v novi zavezi potem dobijo pravi smisel. In vsak kristijan mora postajati svetnik v svetosti, kajti popolna svetost je čista ljubezen. Na oltarju kristijanovega srca mora biti svetost. Veste, nekje sem prebral, da nas Bog ne bi toliko ribal, če ne bi bila umazanija vtisnjena tako globoko v našo grešno naravo. In to dela Bog z dobrim namenom. Ne zato, da pri tem uživa, da se maščuje, da nas kaznuje, ampak z dobrim namenom. Bog zelo ljubi čistost. To duhovno čisto, seveda o tem govorim. Zelo lepo se je William Gurnall izrazil. Napisal je slikovito. Bog zelo ljubi čistost. Raje vidi, da imajo obleke njegovih otrok luknje, kakor pa madeže. Gre samo za sliko. V Kristusu je dovolj prostora za rast v svetosti. Charles Spurgeon se je izrazil slikovito. Naša moralnost nas lahko obvaruje pred zaporom. Kristusova kri
posvečeno življenje pa nas obvaruje pred peklom. Torej, naša moralnost nas lahko obvaruje pred zaporom. Medtem ko posvečeno življenje pa nas obvaruje pred pogubo. Posvečeno življenje je odraz dihanja duše. Vdih, Božja beseda, izdih, molitev. Vdih, izdih, Božja beseda in molitev. Če eno izostane, sledi zadušitev, sledi smrt. Na zemlji ne bomo nikoli toliko posvečeni, da bi dosegli stanje brezgrešnosti. Moramo pa si prizadevati za posvečeno življenje. Stanje končne posvečenosti v Kristusu bo šele v nebesih. Pa tudi takrat bo Bog svet, 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 mi pa samo posvečeni, pomiloščeni. Nihče ne more živeti svetega življenja, lahko pa dovoli, da ga posvečuje Jezus. Svet človek je najskromnejši človek, ki ga lahko srečamo. Svet človek je najskromnejši človek, kar jih lahko srečamo. Najbolj svet je tisti, ki se pravzaprav zaveda, da je grešnik. Zato je meni tako ljuba tista molitev. Bog, usmili se mene, grešnika. To je molitev svetosti. Kajti tam smo imeli dva človeka v templju. Tistega, ki je mislil, da je svet, in tistega, ki je bil svet zaradi te molitve in opravičen. Martin Luther je rekel, ne molite le proti moči greha, ampak molite tudi za moč svetosti. In ko sem to prebral te dni, sem pomislil, res vse življenje se vrtim nekako in tudi cerkev nasploh. Po vsem svetu, da molimo samo proti moči greha. Ne molimo pa, Bog daj nam moč svetosti. Moč, da bomo sveto živeli. Kajti krščanska svetost ni upoštevanje predpisov, ampak je delo svetega duha v nas. Tako na križu Kalvarije Bog pokazuje svoj značaj, svetost in ljubezen. To morata biti razpoznavna znaka kristjanovega življenja. Svetost in ljubezen. Svetost ni pot do Kristusa. Kristus je pot do svetosti. Spet, da se vrnem v svoje odraščanje v cerkvi, na svoje začetno krščanstvo. Takrat je bilo zelo naglašeno, da je svetost pot do Kristusa. In potem smo tekmovali, plezali. Torej, svetost ni pot do Kristusa, ampak Kristus je pot do svetosti. In hvala Bogu za Kristusa. Hvala Bogu, da smo v njem sveti. Hvala Bogu za to posvečeno življenje. Še več, pravi apostol Pavel. Kristus je celo naša svetost. In če si v Kristusu, tako oblečen v Kristusa, kot pravi apostol Pavel slikovito, potem je to. Stari mistiki so poskušali doseči svetost, skrivanjem pred družbo, življenjem v luknjah, v puščavah, a to ne pomaga. Ker svetilniki ne zvonijo zvonovi in tudi ne streljajo stopovi, da bi bili prepoznavni, da bi opozorili na svoj sijaj. Preprosto samo svetijo. Svetilnik sveti. Svetilnik ne vpije, jaz svetim, poglejte me. Ne strelja stopovi, da bi opozoril nase. Niti ne zvoni zvonovi, da bi privabil atrakcijo. Preprosto sveti. Tiho, ponižno. Naša molitev naj je, Gospod, naredi me tako svetega, kot je lahko svet pomiloščen grešnik. Kajti največji čudež, ki ga Bog naredi, je, da vzame nesvetega človeka iz nesvetega sveta, ga naredi svetega ter ga vrne v nesveti svet in tam ostaneš svet.
v Kristusu. To je to, ko Jezus pravi, luč v temi. In bližamo se koncu tega razmišljanja, kaj pravzaprav je svetost v bibličnem pomenu, ločenost od zla, ločenost od hudobije, ampak usmerjenost k ljubezni. Življenje brez Boga je prazno. To ne pomeni, da ljudje svojega življenja ne poskušajo zapolniti številnimi dejavnostmi. S tem ni nič narobe. Tak je bil tudi slavni Ernest Hemingway, ki je Boga nadomestil z užitki. Odraščal je v neomajni krščanski družini s strogimi krščanskimi pravili, k stremenju k svetosti. Vendar Ernest Hemingway je imel druge cilje v življenju. Ravno zaradi tega, ker je to krščanstvo doživljal kot nadlogo, kot prisilo, kot nekaj zastrašujočega. Postal je pisatelj, tudi s tem ni nič narobe. A še vedno je bil nezadovoljen in nepotešen. Postal je iskalec vznemirjenja. Lovil je divjad, se boril v več vojnah, se poročil 4 ženskami in postal alkoholik. Vemo iz šole, da je prejel Nobelovo nagrado za književnost. Zelo uspešen človek, mislec, znan književnik. Kljub temu je govoril, stalno je govoril. Te dni sem bral to, kar je o njem napisano. Stalno je govoril, živim v zastrašujočem vakumu. Živim v zastrašujoči praznini. Na koncu, žal, je naredil samomor. Bog ali praznina? Hudobija, zlo ali ljubezen? Dobro ali zlo? Mati Terezija je zapisala, sad vere je ljubezen v čistem srcu. Sad čiste ljubezni pa je služenje. Torej, tu smo zato, da ljubimo in služimo. To dvoje je neločljivo. Ljubezen vedno služi, se daruje. In Božji obraz vidim na obrazu bližnjega. Ljubezen je edino merilo vere, ne pa poznavanje Svetega pisma. Ljubezen je edino merilo vere. Kristjan ne živi zase, živi za Kristusa in za bližnje. Zelo lep primer, s katerim bom končal, je zgodba majhne živali, ki živi v gozdovih severne Evrope, imenovana Hermelin, ki je pozimi znana po svojem snežno-belem krznu. Hermelin varuje svoj beli plašč pred umazanijo nagonsko, kar lovci na krznu izkoristijo. Hermelinom ne nastavljajo zank, ampak najdejo njihov dom, na kar vhod v votline v skali ali v duplu drevesa namažejo z umazanijo. Nato spustijo lovske pse, ki hermeline preganjajo. Prestrašene živali bežijo nagonsko proti svojemu domu, a zaradi umazanije na vhodu nočejo vanj v svoj dom vstopiti. Raje dopustijo, raje obstojijo, raje dovolijo, da jih ujamejo psi, samo da ne bi umazali svojega belega krzna. To je slika, o kateri smo govorili, o svetosti. Ohranitev čistosti in pomeni več kot življenje. Zato naj nam Bog pomaga, da bomo živeli posvečeno življenje. Vabim k molitvi. Sveti Bog, daj mi razumeti, da svetost ni posebna pravica ali prednost maloštevilnih, ampak je poziv meni in vsem nam. Naj se ne dovolim zavesti, da je svetost rezervirana le za posameznike. Naj se tvoja svetost v meni opaža zunaj cerkve, v medsebojnih odnosih, pri vzgoji otrok, med ljudmi, v odnosu do narave, v oznanjevanju evangelija.
Pomagaj mi, da ne bi hlinil svetosti, ampak ustvari mi čisto srce, da bom videl tvojo slavo. Pomagaj mi dojeti, da tam, kjer kraljuje ego, ni prostora za svetost. Naj ne pozabim, da je posvečenje tvoja volja zame in da je svetost vidna samo v ljubezni. Sveti Duh, posveti me, potrebujem te. Amen. Pesem pravi, svet je Gospod. Svet je naš Gospod. In ker je on svet, bodimo tudi mi sveti.
Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje oblečje na tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje oblečje na te in ti podeli mir. Amen.